pozdravljeni na valovih Radia Megahertz, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovu in na valu Megahertz. Radio MTK, dobrodošli med nami. Prva med nami Marjana, dobro jutro, pa Joc, pa ne vem, še kdo, mogoče Marko. Kakorkoli, dobrodošli. Pravijo, da moramo vsakega pozdraviti, je pa se včasih se mi zdi, pa se pa menda ja ne bi rad bil televizijski pa radijski sprejemnik prav vsakega posebej pozdravita, ne. Super bi bilo, če kaj vprašate, to bom bolj navdušen, če postavite kakšno vprašanje, kakšno spoznanje, kako se vam je kaj, kaj vam je jasno, kaj vam ni jasno, ker ideja današnje oddaje je razumeti. No ja, nosi naslov razumeti, ker želeli bi, da bi ljudje razumeli, ne da bi bilo tako, da se pogovarjamo po 3 letih. A veš, ko je bil genocid, moraš tako previdno reči. A veš, ljudje se o tem nočejo pogovarjati. Ljudje se nočejo pogovarjati, da se je zgodil zločin nad ljudmi velikega formata. Da se mi moramo po 5 letih, kar se je zgodila korona, pogovarjati o tem tako, kot da bi mogel, kot da sem jaz kaj kriv, ne? Ugotovil sem, da ljudje celo ne marajo slišati 2 besed. Demon ne more slišati 2 besed. Ena beseda je Jezus, druga beseda je Slovan. Ko demon zasliši besedo Jezus, se strzne. In ko demon sliši besedo Slovan, se zdrzne. Zaradi tega, ker Slovan je verjetno nekaj tako zelo močnega, da zatrese vse temelje demonske zavesti. Ne? Tako, da imate malo občutek. Ideja je, da bi ljudje razumeli, kje smo bili in kaj smo bili. Ne? Malo smo postali utrujeni od te ignorance, od tega. Mislim, enostavno jaz osebno sem utrujen, ker 3 leta se res aktivno borim, 3 leta pa pol bo že prav malo, da bi ljudem dopovedal kaj razumeti, pa vidimo, da nas je 5, a ne? Toliko je ideja o tem, da bi ljudje razumeli, kje in kaj se nam dogaja v zavesti, zakaj smo doživeli pravzaprav, kar smo doživeli, zakaj smo doživljali, kar smo doživljali in kako lahko opazujemo tisto, kar ne more več peljati. Torej, ta narcizem, ki je pomembnejši od tega, kaj je rekel Trump, od tega, kako je Netanjahu šel, koliko je iztržil Zelenski, kako mediji lažejo, vse to drži, ampak dokler ne prepoznamo in nočemo prepoznati narcizma v taki obliki, kakršni je, do takrat smo žrtev te psihedelične, idiotsko-demonske, nezavedne strukture, ki pravzaprav deluje proti življenju. A ne? Načeloma eno moje spoznanje v zadnjih dni je, življenje je eno. Ti si del tega enega življenja. Ne? Torej, vse na tej zemlji, vse živi. Ali vse živi, a ni ten tak lep izraz. Vse živi. Ja, živi vse in če to pogledaš skozi prizmo, da gledaš, da je to eno življenje in da smo vsi del tega enega življenja, potem nekako človeka avtomatsko, pa ne bom rekel prisili, ampak da sodeluj, ti si del tega. Sodeluj, ne moreš ti biti proti temu, kar je, če si del življenja, potem v njem sodeluj. Mi pa živimo v družbi, ki je v bistvu kontra življenju, mar ne? To smo zaznali velikokrat. Pa ne bomo rekli, da so to zgolj politični veljaki ali pa vidni predstavniki. Teh ljudi, ki so proti življenju, je kar nekaj v vaši neposrednji okolici, lahko so vaši najbližji. Vsaka družina ima črno ovco in ima une druge ovce tudi. Ampak črna ovca je veljala kot nekaj grdega, pa je v bistvu zaradi tega označena za črno, ker je nekaj naprednega.
ampak v vsaki družini so tudi une, te druge, te trde, te zafukane ovce, ki jim ne moš nič dopovedati. In ne moš njim dopovedati, da je nategnjena. Njej ti ne moš dopovedati, da je zlorabljena. Njej ne moš povedati, da je sprogramirana. Od nje se moš zgolj umakniti, ker ta sprogramirana ovca te bo označila, da si ti pa črna ovca. Ti pa razmišljaš z glavo. Ja, z glavo razmišljam, ja, s svojo glavo, zaradi tega, ker politična glava je proti življenju. Zato ne rabim diplome, zato ne rabim strašne izobrazbe, da ugotovim, stari, da živim med psihopati, ki so proti življenju in včasih so ga znali lepo zakamuflirati. So rekli, in v madre, in v padre, in v fadre, vas moramo frderbati. Pa so ljudje vsaj, nekako je bil ritual. Danes to delajo na plain sight, direkt pred očmi. In mi črne ovce se nekako trudimo zbetati te bele ovce, ki se imajo za bele, ki so zelo napredne te ovce, ne? In skušamo reči, hej, po tej poti greš v zakol, greš v krematorij, greš v mesnico, a vidiš tam mesnico. In ta bela ovca reče, ti tužiš črna ovca, spa debil, mi vemo, kaj je prav. Kaj nam ostane? Ostane nam od njih se posloviti. A se zastopimo. Jaz ne bom nobenega prepričeval več nič. Jaz samo še iščem, če je kakšna črna ovca. Belim ovcem sem že davno nehal razlagati, ker njim ni do tega, da bi bilo za življenje, ker oni so sprogramirani proti življenju in oni želijo biti anti-življenje, ampak ne bodo proti mojemu življenju. To pa ja. Zaradi tega, ker sem se naučil postaviti meje, naučil sem se reči ne, naučil sem se utihniti, naučil sem se, da jim ne razlagam vsega, kar vem, ker je brez veze, ker če se ne moramo mi zmeniti, ali je šlo za zlorabo v času korone, ali je šlo za genocid, oziroma ali je šlo za, bom rekel, kršenje človekovih pravic, človeškega dostojanstva, in pol v bistvu je res škoda vsake minute. Načeloma sem objavil včeraj, mogoče je kdo ujel, sem objavil, da kako so nam kršili ustavne pravice in tako. Nek video sem dal, pa se je pojavil en mangup iz tropa belih ovc, ki so toliko lepe bele ovčke, se je pojavil eden, pa je rekel, ja, meni država je poskrbela za pravico do zdravja. Sem rekel, bravo, no, super. Moja pravico do tega, da se jaz ne želim cepati z eksperimentalnimi zvarki pred virusom, za katerega nimajo dokaza, pravica do svobodnega odločanja in pravica do lastne izbere oziroma do odločanja s svojim telesom, ta pravica ni bila meni neki podana. Med drugim so me nazivali z izmečkom družbe, ne s črno ovco, izmečki smo bili za to. Za bele ovce smo mi s pametjo, ki imamo razsodnost, smo za te bele ovce izmečki. In majster je odgovoril, je rekel, ja, saj si bil tudi zame, saj še dobro, da se nisva srečala, ne. Ker verjetno bi me še nabil, ne, ker sem bil jaz antivakser. Mislim, antivakser. Nisem ljubitelj igel, kaj ne zdaj rečem. Ljudje so se hodili pokat, kada komi čakajo, da jih neki zbode. V naravi je trn narejen zato, ker te opozori na nevarnost. Ljudje so pa rekli, pejmo se, komi čakam, da me zbode nekaj, ne. Skratka, razumeti in nekomu dopovedovati. A so nam povedali? Ne razumejo. A so nam povedali? Nočejo razumeti. A je dost? Pokazali so svoj mentalni domet, pokazali so svojo pripravljenost za razumevanje in hvala lepa. Nima več smisla njim karkoli dopovedovati.
Vse so nam povedali, v 5 letih bi lahko dojeli, pametno mu je dosti enkrat. A ja, ker so neumni, dajmo 300 000-krat. Tle ga imate, ne bomo vam več razlagali nič. Mi se bomo pogovarjali o lepi zavesti, o tem pa itak ne dojemajo, ker če ne morajo dojeti, da je bil genocid pa zloraba človekovih pravic, če tega ne morajo dojeti, pa ne morajo dojeti niti tega, da je danes lep, nesončni petek, zaradi tega, ker to zahteva možgansko telovadbo ali kitajskega. Vse so nam pokazali. Ne, da nas zmorijo. Nočijo. Zakaj nočijo? Tudi to vemo. Pa ne bomo mi obtožvali nikogar, sami vedo, dokje globoko so zaplezali. A ne? Mi pa smo zaplezali v petkovo dobro jutro, 17 minut čez 7. Jaz upam, da vi imate kakšne dogodivščine in kakšne spoznanja, kakšne poglede, uvide, razumevanja. Jaz imam kar nekaj tega in tekom jutra tekom te naslednje ure bomo kar kakšne okrog tega rekli. A ne? Tlele vidim, da ste punce pošle že kaj počvekat. To je zelo super. Marjana in Iris praviš dobro jutro. Dobro jutro pa tudi Sabina, ki praviš o razumevanju smisla življenja, ki ga z zavestjo dosegamo. Kurc pa, če so pa nezavestni med nami. Če mi ne možete povedati, da je bil genocid, pa da na Luni niso pristali, kaj mi boš da povedal? Včeraj sem enemu rekel, da smo Slovani, je čist znoro. Prekleta sodrga, stari, kam smo mi to pošli? In to so ljudje, s katerimi smo živeli. Pa je pa rekel, da sem pa luno. Pa še to je rekel, da ne znam govoriti. Sej, če bi mu verjel, a si predstavljate, da meni nekdo reče, da sem neumen, pa da ne znam govoriti, pa da nismo Slovani. To mi je en rekel včeraj v enem stavku. A si ti moraš misliti, stari? Jaz imam za sabo nekaj 1000 oddaj, človek pa pravi, da ti ne znaš govoriti, pa neumen si. In ta človek je pa smetar drugače. O čem se bomo mi pogovarjali? O čem ćemo se mi pogovarjati? Mi smo se ločili, dragi moji, in to po fucking navadni pameti. Po pameti se ločimo, ne? Pa ne grejo skup, stari, se bodo že nekako zmenili, mi smo za njih izmečki, prav pa da vidimo, kako si oni klobase spečajo. Neumni. Zelo ne, mislim, če ne moreš ti sešteti, da so bile kršene človekove tvoje pravice. So bile tebi kršene tvoje osebne, lastne človekove pravice. Če ti tega ne moreš priznati, stari, potem verjetno ti ne moreš si tudi riti prav obrisati. Verjetno, da ne. Zaradi tega, ker to je pa tako slab možganski minimum, tako slaba možganska kapaciteta in delovanja, da je škoda. Ampak, dragi moji, oni so nam pokazali, jaz sem se tle zelo veliko črkami napisal, no kar pol zvezka sem polucal, da sem napisal fuck off, a ste piše, a viš, to tlele. Sem bil prav besen, sem pisal fuck off, pizda, pokazali ste svoj mentalno človeški domet. Ne? Generalno ocena -1. Mentalni domet je -1. Oprosti. Ne moramo se mi 5 let pregovarjati, pizda, povsod alarmi, ti pa praviš, ne, nismo Slovani. V redu je. V redu je, štima. Germani smo, valjda smo Germani. Ti si neumen, no tako, Turšič je neumen. Ampak hvala Bogu, pokazali so nam, da smo za njih izmečki in ti, ki so nas imenovali izmečki, bomo mi njih še vedno imenovali ljudje, zaradi tega, ker mi ne gremo na tako nizkoten nivo in bomo v vsem vse imenovali ljudi, pa vendarle. To pomeni, da jih bomo pustili za sabo in se od njih poslovili. Dragi moji, vsa duhovna literatura nas uči o tem, da človek je popotnik in dajmo se poglobiti v besedo popotnik. To pomeni, da ničesar ne poseduješ in na nič ne bodi navezan. In ne navezuj se na nič zaradi tega, ker se boš mogel naučiti od ljudi posloviti. Mi se moramo od gmote ljudi posloviti.
Jaz se ne morem danes z nekom pogovarjati o vremenu, medtem ko je do danes nikoli ni priznal genocida. Prav sem se tudi o vremenu ne bova menila, dragi moji, prosti, raj sem sam, imam stokstnih stvari za reštudirati, za napisati, za prepremljeti, ne, bom rajš tako, kakor da bom koga danes, kakorkoli, na kakršenkoli način že, a ne, bom v krono dugo, zato, ko sem lahko kronan. Ne bom se trudil nobenemu več razlagati. Noč, kdor bo hotel vedeti pa razumeti, bo postavil vprašanje, sicer pa srečno kekec, ne. Ja, praviš, dobro jutro pa tudi še za obvestilo o liveu in tako, to se punce med sabo mente, super, hvala, da se med sabo zmente, super bi bilo, če bi nas bilo kaj več kot 5, ampak temu TikToku tudi ni do tega, da bi se mi pogovarjali o tem, kaj je kriminal, pa kaj je kriminalni, ker je nam vsem na očeh, ampak TikTok se je odločil, da bo nam rajš zaprl poglede, da ne bi kdo slučajno se zjutraj zbudil v razumevanje. Ne, to pa ne, naj bodo ovce oprane in naj jim nihče ne pove, da so bile nategnjene. Pa naj bo. Meni je v času nazaj sva se pogovarjala z duhovnim učiteljem, bil moj pač neko obdobje, tako sem ga imenoval, tako je sam sebe poimenoval. Mi je kaj razlagal, pa mi ni prišlo skozi betico. Sem rekel, ne razumem. No, je rekel, ja, ne razumeš. Ampak če je meni učitelj rekel, ne razumeš, jaz nisem njega napadel z besedami, ko ti si neumen, zaradi tega, ker jaz ne razumem, ti si neumen. Jaz tega nisem rekel. Jaz sem se začel še bolj praskati po glavi in še bolj sem želel razumeti. Tak je normalen odziv človeka. Če nekaj ne razumeš, to pomeni, da je pri tebi treba nekaj še, da boš razumel. In če je cel svet čuden, ali prav, da se poglobiš, da ga razumeš. Ne? Sam se pa srečujem z idioti najnižjega mentalnega dometa, ki so sposobni reči, Turšič, ti si neumen zaradi tega, ker jaz ne razumem. Zelo slabo, ampak to je dejstvo. In takšno naj dejstvo bo in naj pokažejo svoj mentalni domet, da je nikakav. Niti nimajo želje po sodelovanju in razumevanju. Oni nimajo želje po sobivanju, ker so nas imenovali zmečki in jih bomo pustili, kot se za izmečke spodobi. Izmetali so nas, zaradi tega, ker za njih smatrajo po svoji praznini, smatrajo, da če so izločeni, humiliated, če so izločeni, je za njih najvišja in največja kazen. To so meni naredili na osnovi laži. Preživel sem, ni jim prav. Hudo jim fucking ni prav, ker sem živ. Ker so me izločili. Na osnovi tega, ker sem naredil nikomur nič. Zgodba ka pri Jezusu. Človek je prišel pa rekel, ej, nekaj ne valja tukaj. Turšiča ven. Hvala Bogu. Samota me je naučila ogromno stvari. Končno sem ugotovil, da valjda nisem sam, da imam jaz s sabo nekaj zelo velikega. Da sem na dnevni bazi z Bogom. Ne, da sva na ti, ampak da je on moj sopotnik. Da je ta zavest, ki se dogaja v meni, večno prisotna in čedalje širša in čedalje bolje razumem. In to bi želel, da vsak izmed vas to dojame. In ker so nas izločili, misleč, da nas bodo na tak način kaznovali, saj na prvo žogo je res tako izgledali, ampak v bistvu so nam dali največji blagoslov. Nisem jaz kriv, če so me izpljunili, ne? Super, hvala lepa, sem pa sam. Ampak to pomeni, da povratek nazaj, če želi kdo nazaj prideti, mora iti čez ono bariero sramote, a ne? Ampak za njih
osamitev je največja kazen. In točno tega so deležni zdaj sami, drug od drugega. Ne moš ti hoditi po cerknici pa razlagati, da biti Slovan je glupost, to, kar mi je tip smetarski včeraj v ksih rekel. Pa pejt zdaj po cerknici pa razlagaj, stari, da v bistvu res ni dober biti Slovan. In Bože ne daj imeti zavest, kamoli Kristusova. Jezus ni prišel, da bi ga mi slavili, pa častili, pa v nebo kovali. On nas je prišel navaditi integritete, stoično drže. Je rekel, to in še več boste počeli, če boste delali tako, kot se zagre. Bod človek. Se on ni rekel, zdaj pa ploskite za mano, pa častite me. Ne, on je rekel, taki bodite, razgledani, odprtega duha, avtentični bodite. Da boste videli, kaj vse boste dohvatili. Ful super. Ne moreš shvatiti 8 milijard ljudi naenkrat vse oziroma enako. Trik je v tem, da vsak svoje dohvati. Ja, kaj je Trump rekel? Komaj čakamo, kaj bo Trump rekel. In zdaj pa Trump je pa dvakrat prdnil, pa imamo spet. Ljudje, dragi moji, na notranjosti je treba delati. To, kaj zunanji svet je blesav. Kot smo opazili, zunanji svet ne more priznati niti genocida, niti zločina nad človeštvom. Okolica tega ni priznala, v 80% ne. A se bomo še trudili? Tle gor, takšni so, adijo, čao. Če ne moramo mi se zmeniti v tem, ali so bile kršene pravice, ja ali ne, tle ga imaš. Pizda, midva nismo več na strani človeka, oba, mi je zelo žal. Ampak če se midva ne morava tega zmeniti, potem bod tih, ker ti trdiš, da nismo Slovani, pa da Kristusova zavest ne paše skup, pa da sem jaz neumen. Ma odpizdi se mi, stari petina, da te ne vidim več. Začepi svoje butaro blesavo, da te ne vidim. You are not compatible. Nisi kompatibilen, nisi adekvaten. Sploh. In ne imenuj se človek, ker nisi. Če nisi Slovan, nisi človek. Mislim, da se tako sliši, ampak naš duh je slovanski, no. Halo, pa da ja, ni germanski. Ne, pa se prav reče slovenski, slavonski, pizda materna. Slovani smo, pizda, a bo šlo. Ja, jaz pa ne rečem satan, ampak šeitanimus, pizda. Vse en. Ego, narcizem, negativa, minus. Pol v minus, a imamo. Tisočletja se pregovarjamo o detaljih, zato da ne bi ugledali bistva. Med nami so povezani, pomešani, ne povezani. Ja, med sabo so povezani, pa med nas so pomešani. Psihopati, ki sovražijo življenje. In nam, ki živimo in življenje podpiramo, pravijo, da smo izmečki, črne ovce, debili, pa ne vem kaj še. Žalostno je, da je vsak človek znotraj sebe človek in ima čez to črno zavest, demonsko, zdemonizirano, ki je usmerjena samo v to, da eliminira živost. Zdaj malo računajo na našo milost. Milostno se bomo od njih poslovili, a ne? Prej sem rekel popotnik. Treba se bo naučiti posloviti od en kup starih stvari, od en kup ljudi, od en kup navez. Pravzaprav duše med sabo imamo nalogo, tudi ta zavest temačna, ki je v ljudeh, je še vedno na duši in ta duša ima nalogo, da odigra svoj del, da je kontrast v tem preporodu in da nam pokaže duša, kakšen je svet. Sem zdaj hotel z nekimi drugimi besedami, pa bom se potrudil na tak način. Mislil sem, da me ima človek rad. Tako bi bilo logično.
30 let je to glumil. Pol je pa naredil izdajo. In tam sem se od njega poslovil. On je meni ne moral izdati, da sem jaz dojel, kako velika je moč sovražnosti. Kako velika je igra. Ko nekdo te sovraži, pa pravi, sej sva pač tu na vezi. Ne bom rekel kakšno. Izdaja je potrebna, da vam odpre oči, da vidiš, da človek ni zato, da z njim piješ, da z njim rečeš eno samo besedo več. Ljudje so nas morali izdati, da smo rekli, ok, boj pa ne bova prijatelja. Ker empatija ima to lastnost, da ji želi se družiti. Empatija ima to lastnost, taka je sama po sebi. Ljudje pa v sebi prenašajo mržnjo. Tako veliko mržnjo imajo ljudje do mene, v tej jebeni cerkvenci, toliko me sovražijo, da bi me pizda pregriznil na dva konca. Pa noben tega ne reče. Ampak to jim piše na frisu. Saj ne vsi. Vidim jim na obrazu in piše tile crknu. Ja, vem, dragi so krajani, da bi radi videli, da bi crknu, celo kamen so že obrnili, nagrobni kamen je že pripravljen, so še Matej napišeš. Sicer je pa že pripravljen za to, ampak jebi ga, živ sem. In nikoli niso pričakovali, da bomo mi videli njihovo sovraštvo, nikoli niso pričakovali, da bomo mi prepoznali njihovo ogabno igro. Oni so kar mislili, da se bodo pol pa kar skrili. V bistvu oni bodo izdajali, oni bodo delali smer kampejn, posmeh, blatenje, eliminiranje, ne vem kaj, stari. Pol pa kao Turšič tega ne bo nikoli opazil, se je preveč zabit. Toliko je Turšič zabit, to mi je včeraj nekdo hotel dopovedati, toliko je Turšič zabit, da v bistvu mi moramo dopovedati, da nismo Slovani. Ker je pa če Turšič zabit. Kaj tacga. Ampak okej, jaz upam, da nisem, da imate vi tudi kakšno podobno situacijo, ali se to samo meni dogaja, ker pač mogoče pa sem zaradi tega bolj globoko vidim, kaj tacga. No vem, bomo videli. Čakaj, grem jaz nazaj malo pogledati vaše komentarje, da Sabina praviš, da političnim glacam vaše, da je narod zaostal v zavedanju, tako lažje izkoriščajo in kraljujo. To velja za politiko, to velja za cerkev in to velja za fucking sosedovo Mitko. Če mi je smetar hotel dopovedati, da sem neumen, pizda, mu je čorava, stari. Jojej. Ampak ostaneš tih. Ampak sam prepoznaš, stari, ko ti gre nekdo, ki gleda tako, on ti reče, da sem neumen, pa da mi nismo Slovani. To sploh nima veze s politiko, stari, to je sodraga. In on se je celo dovolil to zblekan, stari. Beseda Slovan mi je pošla. Kako že? Slovanska himna, ja, nekak je Kano Klisurine, pa sem rekel jugoslovanska himna, ker smo Slovani. Ga je odkatapulteral. Ampak hvala Bogu, tip je meni dal vedeti. Ne morajo slišati besede Jezus in ne morajo slišati besede Slovan. Odlično! Slovani, hej Slovani, kje ste? Ker antislovanom beseda Slovan ne paše, zaradi tega, ker se zavedajo, da Slovan je neuničljiv, zaradi tega, ker govorimo o slovanskem duhu in njihovi praznosti, njihovem neduhu. Človek svojega duha proda, zatavša, zataji. Ne? In seveda jim ni všeč, če nekdo duha ima. Ja,
praviš, Marjana, biti sovražen, to pomeni, da si na pravi poti, ja pa se sploh druge ni, ne. Se, v bistvu so nam pokazali globino in veličino. Kako sem naredil? Fuck off. Pokazali so oni svoj mentalno-človeški domet. Me pa čudi, da nas je samo 5. To je pa tisto, kjer pa ne morem skrb sestaviti, da se na glavo postavim. To pa ne morem dobiti skupaj. Ne? Ampak lahko pa dobim skupaj eno kratkoček pauzo. A ste za? Niste. Boste kaj nagruntali ta čas međuvremeno, jaz pa tudi, ampak čist prekratko kauzo si bom pa naredil. Dobro jutro vsem, dobro jutro. Z zavedanjem, da jih nimaš kaj spreminjati svojo špuro in piči, ker njim dopovedal ne boš nič. Če jim nismo dopovedali v 5 letih, da je šlo za kršenje človekovih pravic, njim ne boš dopovedal, da to ni prijazen človek. Oni v bistvu so samo kontra. Oni, ki bodo zagledali, da je Trump nekaj rekel, bodo rekli kontra, da je Trump baraba. Celo danes sem enega ujel, ki je rekel, da je bil Biden boljši od Trumpa. Toliko hudo je, dragi moji. Toliko hudo je. Je rekel, ja, sem mi treba malo senilen, ampak je bil boljši od Trumpa. To je prepričanje v čebulah, stari. Toliko hudo jim piha v glavah, da je hudo, ne. Kot teoretik zarote pomeni biti prerok, a ne, res je, preroške so naše besede, zaradi tega, ker njihove besede so antičloveške in naše besede so za življenje in zato so preroške, seveda so, itak da ja. Enoček pauzo, 8 minut čez 7:30, pa gremo pa naprej, pa dobro jutro vsem. Ste opazili, kakšno imajo ti ljudje med sabo komunikacijo? Včasih se je temu rekli small talk. Temu se ne more reči small talk, ampak tako, kot praviš, Sabina, nikakva je komunikacija med njimi samimi. Pri nas v Cerknici se dogaja neka gradnja, pa neke invazivne rastline in ker se nihče ni odzval, ker se odzivajo s hitrostjo ranjenega polža, sem seveda se mogel obrniti na nekoga, ki se malo premakne, no, in celo televizija se je premaknila po enem tednu, 14 dneh. Ampak to je toliko po polžje, ampak sem dobil včeraj po skoraj 2 mesecih, po enem mesecu in 10 dneh pa sem dobil odgovor nekega ministrstva, pa ne bom rekel katerega, ampak za to, da so mi odgovorili na mail, so robili 1 mesec pa 10 dni. Ali pa če kar takoj zaprejo tista vrata pisarne, ker jaz sem že pozabil, kaj sem pred 1 mesecem pisal.
kar imajo, to dajo, a ne? Nesposobni kradejo zato, ker nimajo so ljudem česa koristnega dati in ponuditi. In to je bilo v trendu. Bomo jim mi pokazali, kaj je trend. Da vidimo, kako bodo zdaj si pekli klobase brez empatov, ker brez duše brez stika z dušo ti manjka empatije in reševanje teh osebnih, teh čist enostavnih človeških zadev. In oni človeških zadev ne bodo mogli rešiti brez nas. In ker so se nas losali, ne rešujejo naprej sami. Ne? Marjana, tudi praviš, da delujejo brez smisla, da se pri njihovi komunikaciji odklopim in priklopim na svojo. Hvala Bogu, tudi tega so nas naučili, da v bistvu komunikacija ne more biti iskana na ven, ampak da poglobimo svojo vez s samim sabo, svojim višjim jazom, pogovori z Bogom in tudi, kar se tiče razsodnosti in, bom rekel, external judgment v angleščini, torej zunanje sojenje ni relevantno, kaj je sodnik rekel. Ves imam situacijo, kjer sodnik je mogel razsoditi, ali je moje mahanje z rokami koga močno prizadelo in ali v njegovih rokah sekera in nož predstavlja poskus umora, ampak smo se pogovarjali o mojem mahanju in sodnik ni zagledal sekere in noža. Toliko o external judgmentu. Zavedno pa bova vedela, tisti, ki je sekero in nož držal in jaz, ki sem to videl, zato bova midva vedela vedno in to je internal, notranje sojenje. Jaz sem človeku odpustil, ampak pozabil pa ne bom nikoli. Kakšna je bila želja, ideja in namera. Pa lahko namero preoblečajo v 1001 obleko, ampak namera je bila jasna. In to velja za vse. Ne bomo šli mi sodnikov spraševati, če je kdo deloval prav, pa če kdo ni deloval prav. Brez veze je to. Odpičiš ljudi stran od sebe in čao. A ne? Kako praviš, Sabina, da inteligenca se je uspešno zmanjšala na tem planetu v zadnjih 1000 letih. In v zadnjih 5 letih se je pokazala stopnja intelekta, torej ne morejo zaznati zločina nad človeštvom, tega ne morejo zaznati, ne morejo priznati in o tem se nočijo meniti, zaradi tega, ker ne vem kva, so zaradi tega prizadeti ali kaj, ker smo jih dobili ali kaj. Jaz sem mislil, da niso vsi vpleteni, a ne? Sem mislil, da je vpletenih nekaj psihopatov. Resnico so iskali. Veste, koliko ljudi je iskali resnico? Ojoj. Kje so se pa zdaj izgubili ti resnico iskalci? Sam še pizdic znajo. Gledam, ta Saša Petkova tako po luftu skače, da je zaznort. Ona je, jaz se po svojo tudi razumem, ne. Ampak ugotovili smo, da nas ni neki ful velik, ki bi nekaj razumeli, ali kako? Očitno imamo res opravka ne samo z narcizmom, mi imamo opravka z intelektom. Ali kaj? Morajo se pa odločiti, ali so gluhi ali so glupi. Ali kako? Jaz ne vem. Veste, jaz v živo sem se z zelo malo ljudmi v bistvu lahko pogovarjal o genocidu. Zelo, zelo malo ljudi. Sem pa mogel poslušati
Nebroj gluposti. Nebroj gluposti sem pa mogel spustiti svojo tematiko in se prilagoditi neumnosti. Prvo 2 dni nazaj sem gledal enega človeka, ki mi je svojega nivoja razumevanja pripravil predstavo. V bistvu ta njihova predstava je zgolj šunder, to je slab šund, a veste film Šund, zdaj pa razumem, šunder, navadno šunder. Oni delajo izključno glasen rom-pom-pom, ki nima smisla. Imajo ego power, moč ega, ampak to niso krila. Ne svobode, ne krila ljubezni, ne krila razumevanja. Ideja je razumeti, dragi moji, vse že piše v vseh knjigah. Na tem svetu ni nič novega. Vse je že tukaj. Res pa je, da nismo stvari razumeli. Zakaj? Zaradi tega, ker jih nismo mogli zvezati med sabo, nismo jih znali povezovati med sabo. A ne? Zdaj pa smo se mi naučili povezovati med sabo stvari, pikice. Naš intelekt se je v zadnjih 5 letih nadgradil. To jaz zase lahko rečem. Zaradi tega, ker se mi je v glavi zvezalo en kup stvari skupaj. Tisto, kar prej ni bilo jasno, logično ali pa ni bilo razumljeno, je zdaj razumljeno. Zaradi tega, ker vem, da je igra bila zadaj. Prepoznal sem vzorce igre, prepoznal sem vzorce delovanja. Couch doktor ali pa ne couch doktor, meni je čisto vseeno. Jaz sem naštudiral neko novo vedo, ki sem jo malo v šali, malo zares imenoval spiritualologija. Zaradi tega, ker mi smo duhovna bitja. Mi smo energetska bitja, menda jaz si pa čutimo, menda jaz srečo, žalost, veselje, strah in to, pa nič od tega se ne da parjeti. Verjetno nekaj energetskega je, pa zdaj pa kje je strah doma, pa kje je žalost, pa kje je jeza, v kateri celici, v katerem organu. O tem se nismo nikoli nič pogovarjali, nič se o tem pogovarjali, da ne boste zastopili. Ja, v 5 letih je lahko, zadnjih 5 let od korone je bil je genijalen poligon in genijalen čas za opazovanje in učenje. V 5 letih so nam dokazali, da niso sposobni narediti korakov učenja. V zadnjih 5 letih sem srečal kar nekaj ljudi, ki so nakazovali, da nekako znajo povezovati, če je Trump to, pa je pol Q ono, pa je pol to rekel, pa pol je pa 15, pride pa 10 dni tame. Meni verjemite, dragi moji, da marsikdo v tem trenutku doživlja temne dneve duše. Svojega spoznanja in obžalovanja, kaj so počeli in zakaj so šli tako daleč. Misleč, da oni so mislili, da mi ne bomo preživeli. In če bi nas eliminirali, bi njihova igra še špilala. Sam se nas niso znebili. Preveč nas je ostali. Pa nas je čist malo. Pa nas je preveč. En preživeli je dovolj, da pove, kaj je bilo res. Sam en preživeli je dovolj, da pove, da je bil genocid, če tudi ga vsi zanikajo. Ker če bi bil še ta eden mrtev, potem bi njihova zgodba pila vodo, tako jo pa ne bo nikoli. Nikoli ne bo njihova zgodba, da je šlo za strupen virus, ki se je širil po luftu, ne sede na ljudi, ki so šli v telovadnico. Ja, tam se je virus širil, dočim v McDonald'su se pa ni. Pred 10 se ni, po 10 se pa je in tako naprej. Te zgodbice niso primerne niti za 2 let stare otroke, ne pa za odrasli ljudi, ki sami sebe imenujejo ljudje in zasedajo neke pozicije, bom rekel, poslovnega sveta. Ne? Otroci ne morejo kupiti te zgodbe, zaradi tega pa se mladina odcepla od vsega tega in ne jebe 5%, ker ni vredno. Ni vredno se sploh poslušati tega psihopatizma. To ni več, da so oni neumni, to so toliko out, to je toliko neadekvatno, da najboljš, da sploh ne obleče v ne kravate in ostane doma.
Zato, ker tisto, kar je prišel povedati v parlament, je čista bedarija. Zdaj so Mahniča dal na vrh. Pa kdo je tega fanta zvolil? Pa kdo je temu fantu sploh dovolil, da gre skozi vrata parlamenta? Pa kdo njemu daje plačo? Mislim, tist, ki ga je zbral, mora biti ekstra zabit. In to je verjetno valjda šef stranke SDS. Torej, mi smo prek Mahniča ugotovili, kdo je de facto šef. Ker če je šef zaposlil tako idiotskega butla stari, pol šef ne more biti pri zdravi pameti, ja drži. Če bi bil Janša privatnik, pa bi zaposlil tega Mahniča za svetovalca, bi še razumel. Tako se pa oba jahata z denarjem, ki ni od njiju dveh. Sam se bosta nehala jahati z vsem denarjem in z vsemi odločitvami zaradi tega, ker niso adekvatni. Sveta življenja ne more voditi nekdo, ki življenje sovraži, a se zastopma. Demonska zavest v glavi, ego, narcistična demonska zavest je uperjena proti življenju in kompletna politika in kompleten sistem je proti življenju. In sveta ne more, sveta živih ljudi in živali in rastlin ne more voditi nekdo, ki življenje sovraži. Zaradi tega se te vladavine sesuvajo in zaradi tega se ta sistem seseda sam vase in zaradi tega, ker pred časom so znali vsaj dobro zaigrati. Združno so znali zaigrati. Veste, ta sistem zato, da igra, potrebuje svoj čas. Če potrebujejo 1 mesec pa 10 dni, da odgovorijo Turšiču na en mail. A veste, koliko časa rabijo oni? Da se dvakrat obrnejo, da kriminal zorganizirajo. Ne gre, prehitro se jim dogajajo stvari. Ne morejo jih skalibrirati, ne morejo jih sešteti. Veste, 100 neumnih ni enako en pameten. Nikoli ne bo. 100 neumnih rodi 100 neumnih idej. En pameten je dovolj, da rodi eno pametno idejo. 100 neumnih ne more narediti ene pametne ideje, če so pa vsi neumni. In mi gledamo to zgodbo, mislim. Me veseli, da vas je vsaj 6 in smatram, da vsaj vam 6 je jasno. Ne upam, vem, da vsaj 3 vem, da vam je jasno. Imam v mislih, ne bom imenoval, ker nima veze, ker bom še kje v ta posnetek ostal. Ampak hočem reči, da generalno, mi gledamo igro idiotov. Pa da vidimo, kako jim bo ta igrca šla. Kajti v njih razumevanja ni. Ne razumejo ne življenja, ne razumejo niti svojega delovanja, ne razumejo, kako funkcionira igra v celoti, zaradi tega, ker razumejo samo en majhen košček igre, ki jo igrajo, ki jo zagovarjajo za vse sovde. Kot smo ugotovili, jim celo beseda Slovan predstavlja neke vrste grožnjo. Dragi moji, dajte probati razumeti, da imamo opravka z zelo, zelo trdovratno in zelo trpežno boleznijo znotraj uma, ki si ne pusti priznati, da je bila v zmoti. Ego noče priznati, da je naredil napako in da je bil v zmoti. Veste, lastnost inteligence, lastnost odprtega človeka je, da če danes pride neka informacija, neko spoznanje, neko dognanje, bom jaz spremenil mnenje, ki sem ga imel do zdaj, ga bom nadgradil s tem spoznanjem, s to informacijo in mogoče celo spremenil mišljenje. To je kapaciteta odprtega uma. Ego, on ne bo, on je do včeraj rekel, Turšič je glup, pa da se na glavo postaviš, on bo kričal, da je Turšič glup, pa i ako je 1001 dokaz, da to ni res. Ego ne bo spustil.
To je kot opica, ki gre v lukno, prime kokos, pa ne more ven iz lukne. Sam ne bo spustila kokosa, da bi lahko ušla. Ne, ona bo kokos držala, zato ka ga ima. Če tudi bo zaradi tega ujeta. Enako je z umom ljudi. Ne boš. Ti ga ne boš prepričal, zaradi tega je cajt, da se od njih posloviš, ločaš, če tudi so to tvoji starši, tvoji otroci, tvoji sosedje. Jaz sem ostal jebeno sam. Sam sem ostal sam, zato ker imam prav. Pa ni me sram, zaradi tega, ker vem, da imam prav. Pa še bom vztrajal, zaradi tega, ker se bom zadnji zelo, zelo lepo nasmehnil med tem, ko so se režali, med tem, ko so me spotikali. In sem skoraj padel. Pa nisem padel, tukaj sem, pa ni jim prav. Pa da vidimo ta nasmešek, kako bo šel naprej. Po njihovih pravilih ne bi smel biti živ. Zato je meni vsak dan nagrada. Po njihovi filozofiji sem jaz mrtev. Tudi obnašajo se tako. Pa nisem. To ne spremeni dejstva, jaz sem še vedno živ. Oni mene marajo, ne marajo, jim je uspel, ni uspel, mene boli kurac, a oni so dobili, mislim, še tako, ljudje so prejemali denar, zato da so o meni govorili klevete. Ljudje so prejemali denar, zato da so o meni delali škodo z mojim življenjem. A zato, ker sem neumen loser? A zato? Jaz ne vem, če bi bil loser, zakaj bi se toliko spotikalo ob mene, ne? Pustil bi me, da bi obležal tam na kakšnem pločniku, pa je, ne. Ne, oni so me hoteli do pločnika pripeljati, to pa drži. So pa želeli, da sem brezdomec, pa želeli so, da sem drugi, pa želeli so. Vse sort, stari. Vse sort. Ni toliko hudo, ko dobiš nož v hrbet, bolj je noro, ko zagledaš, kdo je ta nož držal, ne. Niso računali, pravi Šmarjana, da bomo preživeli in razumeli, zato nas sovražijo in naj bo. Pa še kako živi smo in tako ja, če nekaj ne razumeš, pa raziskuj, ne. Sabina praviš pa, da oni so naredili vse, da ne bi preživeli in zdaj mi dobro vemo, s kom imamo opravka. Ja, z morilci. Nikaj pa se to pisano bez srčka. Kako praviš, Marjana, da razumeti, čudovit naslov, vse izhaja iz razumeti, le tako lahko utelesiš, ja. Požrli so sami sebe, gluhi in glupi. Meni je ful hudo, da jaz sem res upal, da nas bo 500 se nabrali, pa bomo rekli, idemo ljudje. Pa v bistvu vidite, kot nas je ostali. Peščica, drobižek, ne glede na trud, ne glede na vse pozive, smo ugotovili, da ljudje moje vsebine ne smejo deliti, zaradi tega, ker ego ne sme deliti, ne glede na to, koliko so sami v sebi govorili o razsvetljenosti, duhovnosti, širini in ne vem kaj, mi je jasno, nikoli niso delili, zaradi tega, ker ne smejo. Vse to je bila velikanska gluma, ki se je marsikomu izmed vas, ki ste v tem trenutku zraven, odprla pred očmi. Vidite, koga vse že dolgo nismo videli med nami, da bi nam prišel reči vsaj dobro jutro, kamoli postaviti kakšno vprašanje ali kakršnokoli spoznanje. Kaj ne, pač in še se bomo smejali, ker se bodo ljudje, ne da se bodo, so se že umaknili in se skrivajo in zdaj premlevajo, kaj naj naredijo. Ne vem, mi imamo ključe, mi imamo pomoč, mi imamo vse, pa če nočejo, pa nič, ne, razumeti bi bilo treba, pa ne, zdaj jaz njih razumem, oni mene ne. Jaz razumem ljudi, ki so se zataknili, oni pa, ker mene ne razumejo, pravijo, da sem pa neumen. Zelo krasno, ne, pravi Sabina, oni, da so hoteli skriti vse, kar počenjajo še danes, ti pa jih vidiš, zato te tudi pogledati ne upajo, ne. Ja, ne upajo se me niti pogledati, oni se z mano vse sort, ne, vse sort. Dobro jutro, Angie, tudi tebi. Mi se pravzaprav v tej uri počas poslavljamo, nekako sem se odločil, da ne bom 2 uri se trudil karkoli razlagati, ker če je 1 uro dovolj. Dovolj je 1 uro, bom rekel,
razmišljanja za naprej, da ima vsak v svojem dnevu. Mogoče še kakšna alineja, tle mi piše, kako zelo so samozavestni v tej iluziji. Ne? Da se mi zdi tudi dobro. Kako oni samozavestno podpirajo iluzijo. Kaj da bi bilo za zares? To je norižnica. Petka je uspešna številka, evo, vidiš. Pa ne nas bo 5. Bomo mi prišli do številke toliko, kolikor nas je za zares res. Aj prav. Verjetno bomo prišli do te številke in da se ne bomo farbali, da bi nas bilo tle 300, veš, tako ki sem jih imel na pikniku, ljudi 70, vsi razsvetljeni, če pa danes pokličeš katerega-koli od teh, je bolj tema, ne? Mislim, kakšno glumo so pripravili meni, ampak oni so upali, da jaz ne bom preživel, pa bodo oni lahko ostali skriti. Here I am. I'm still standing, dragi moji. I am standing and understanding and upper standing and inner standing. Upper, under, inner. Dragi moji, želim vam prečudovit dan. Angie praviš, da so preveč v egu, v programu, prežeti sploh kaj govori glava, da oni živijo na nogi. Angie današnja oddaja je bila o tem, da v bistvu oni so od nas odpikali, zato ker če se ne moramo mi zmeniti, ali se je dogajal zločin nad človeštvom ali ne, pa ne govorim zdaj o politiki, ampak če jaz tega ne morem skomunicirati med sokrajani, če ne morem jaz tega skomunicirati med ljudmi, potem je meni to toliko hudo, pa je to toliko hudo, da je brez veze. Ne? Kaj oni so? Tle gor ga imajo bele ovce, srečno v belo pot, v belo pozabo, v bele oblačke, zaradi tega, ker nima več smisla in zemlja se ločuje. Pa ne zaradi tega, da bi jaz ne maral ljudi, jaz ne maram iluzije, jaz ne maram pretvarjanja, jaz ne maram laži, jaz ne maram sprenevedanja, tega ne maram. Ljudi maram, če pa hočejo biti sprenevedajoči se, pa ne bojo. Zaradi mene v tem trenutku lahko rečem, fuck off, all of them. Vsi cerknica mene izplunila, kada jaz ne moram cerknica izpluniti. Še lažje. Še lažje. Lahko kaj povem o pustnem društvu. Kaj me toliko pustno društvo ne mara. Le zakaj ne? Pa čem kaj povedati, ali kaj? Še v kakšnem društvu kaj povem. Ma sem se razpizdil. Ne se bom. Zaradi tega, ker dajmo reči babu bab. Ne? Mislim... Dresnik so odpeljali na posebno deponijo, ne morajo povedati, na katero, včeraj pa bager za rovaru. Po istem teritoriju. A je na drugo deponijo odpeljal? Ja, valjda, da ne. Ampak zdaj je pesek očil ljudem v oči zmetan, to je v redu, pa je stvar rešena. Strokovni odvoz Dresnika. Za kozlate, dragi moji. Jaz bom šel naprej v razmišljanje in pisanje, zaradi tega, da bom tistim, ki bodo enkrat želeli razumeti, da bom lahko rekel tle imaš in čao, zakaj pogovarjati se je čist brez veze. Mislim, jaz verjamem, da se bom obdržal zase. Praviš, da so Avstraliji, serijejo. Ja, Angie, itak da ja, ne grejo kamrčjo. In črne ovčke, smo črne ovce, ampak bele ovce imajo svojo pot, veliko bolj modro in srečno na potovanju, kamorkoli pač grejo, ker dopovedati si itak ne dajo nič, tako da srečno, jaz vem, kam grejo, vidim tam, da piše klavnica, zdaj oni tja, pa srečno. Tam ne piše zgolj klavnica, piše sramotilnica. To piše, ne? Zdaj pa, kakorkoli že. Dragi moji, jaz vam ne bom kratil dneva, želim, da se imate dobro, želim, da razumete stvari, želim, da se zavedate svoje lastne veličine, da vaša pamet je veliko večja, kot je bila indoktrinacija. Vse, kar je point tega sveta, je perspektiva, pogled, angle, iz katere perspektive vi vidite stvari, vantage point, tista, ki je indoktriniran pogled na svet.
ki ga imenujejo resnični svet oziroma realnost, to je zgolj naučena perspektiva, naučen pogled in naučeno dojemanje. Svet ni tak, tudi približen. Zaradi tega je spremeniti pogled, point, bistvo, in imamo milijardo stvari, ki jih lahko pogledamo iz drugega konca. In želim, da pogledate stvari iz drugega kota in da ga razumete iz drugega kota in da v bistvu opazujete svet skozi drugačno očala. In videli boste, da ljudje ne morejo slišati besede Jezus, ne morejo slišati besede Slovan, so proti življenju, ne priznavajo genocida. To je realnost. Kaj bo Mahnič zdaj pa razlagal pištole, pa ne vem kaj, da je šel čisto malo celo politiko in tako. Ustrajam zaradi tega, Marjana, ker želim jaz imeti čisto vest, da ne bi sam sebi daj rekel, Matej, imel si možnost povedati, pa nisi. Govorim zaradi tega, ker imam možnost in bom govoril, dokler mi bo gobec delal, zaradi tega, ker vem, da je točno to motherfuckerjem največja težava. A ne? Oni bi vse naredili, da bi gobec obmolknil, da ne bi se ena sama črka od mene prevalila ven, pa se bo kar nekaj njih načbat. Zaradi tega, ker morajo priti ven. Zaradi tega, ker resnica je tle. Sami jo nočijo slišati. Oni ne priznavajo niti tega, da smo slovanskega duha. A ne? Ja, tako zaželali so nas, zdaj pa so sami v temnih dnevih duše. Res je. Res je. In pičimo naprej, a ne? Tako. Dobro, dragi moji, imejte prečudovit dan in bolj kot skušajo nekaj prikriti, bolj so sumljivi, to je dejstvo. Dragi moji, želimo prečudovit petek. Jutri se verjetno oglasimo okrog 8 ure. Upam, da se mi kdo pridruži, sicer pa ponovitu na YouTubeu. Imejte se lepo, uživajte, zmagujte in zavedajte se, kako je svet nor in kako ne razume zaradi tega, ker noče razumeti in ustraja pri svoji majhni kronici. Mala kronica, hvala lepa vsem za darila in delitve in spodbudne komentarje. Unim, ki pa še niso pripravljeni komentirati, pa želim kaj več poguma, da bi se kdaj le odločili, kaj povedati. Če le je kaj notri, razen prazne slame. Dobro, uživajte, čau, čau.